Na video povezavi prijazno pozdravljam prvega moža društva Inštitut 1. oktober, stranke Glas upokojencev, gospoda Pavla Ruparja. Torej, danes imava, na dnevnem redu, lahko rečem, 20. protestni vseslovenski shod, ki ga pripravljate. Vi se pravzaprav precej hudujete na, že ves čas, zdaj pa še posebej na vlado doktorja Goloba. Zdaj, če je to vlada, če sploh lahko damo naziv vlade, jaz mislim, da je to bolj ena sekta nekih požrešnih ljudi, ki sicer želijo vladati, mislim, da imajo zelo veliko voljo, željo, vladajo pa ravno tako kot tam se veste, ki je v svinjaku, kaj kdo kaj počne. Jaz mislim, da to, kar se zdaj dogaja, glejte, smo preživeli 4 težka leta. Res je, pravi Rupar, se huduje. Ja, seveda se hudujem, ne zaradi sebe, ker meni hudega ni. Hudujem se pa zaradi stanja, v katerem je Slovenija, in tudi zato, ker grejo za nami otroci, ki bodo vso to agonijo, vse te zapravljanje, vse te kredite, noro metanje denarja, vse povprek morali plačati. Mi ga ne bomo, mi smo pač v pokoju in mi pač tudi dobivamo tisto, kar smo vplačevali v pokojninski sklad, otroci ga bodo pa fejst nasrkali, tudi naši vnuki še najbrž. In jaz samo iz hvaležnosti pravim Bogu hvala, da se bliža 22. marec in z iskreno vero in upanjem prosim, da se kaj takega v Sloveniji nikoli več ne bo zgodilo. Pravzaprav razlogov za to, zakaj jih vabite na protestni shod, je verjetno precej. Torej, vi pravite, da so delavci dobili pol minimalne plače, kar zadeva regres, vse zaposlene, upokojenci pa tistih 150 evrov. No, da so ljudje spoznali in prišli k sebi, to še nisem prepričan. Zdaj, to bodo pokazali volitve 22. marca. Upam pa, da so doživeli ta 4 leta tak šok, da vendarle ne bodo več slepo verjeli, ker vsakemu in vse poprek. Ravno zato tudi še 20. shod, mogoče bomo naredili še enega tik pred volitvami. Jaz upam, da bo to tisti pravi, res množični, da se bodo vsi pridružili, ne da bomo vsak svoje vrtičke pleli, recimo kmetje zdaj že v petek, mi potem v sredo, da bi skupaj naredili, ne vem zakaj ne, mi smo odprti za to. Je pa res, ta shod bo zato, ker tako kot se dejansko šele zdaj proti koncu tega mandata iz upokojencev ta vlada norčuje, tako se tudi prejšnja 3 leta ni. Res je, da smo bili skozi prikrajšani, da smo skozi neka rezerva, nek bankomat, pa tisto, veste, vse bodo že potrpeli, vse nimajo več do odhoda. To ne sprejemamo, mi to ne sprejemamo. Zdaj, če so dali božičnico, zelo vesel in ponosen sem. To božičnico smo izborili mi na protestih. Prav Glas upokojencev je tisti, ki, ne vem, so popustili, nekje so tu popustili, ampak zdaj spet to tako. No, tlele imate par mrvic, zdaj pa to pojejte in to je tudi zadost. Ni pošteno, že z naslova recimo terminologija. Zdaj, jaz sem zaposlenim iz srca prvošen, čestitam tudi. Upam, da jih zato niso zdaj kar pokupili za tisto božičnico, ampak če imajo oni polovico zajamčene plače kot božičnico, zakaj upokojenci nimamo polovico zajamčene pokojnine? To je pa zdaj 370 evrov, najmanj. Druga stvar, ki nas je zelo zmotila in smo zelo žalostni ljudje, pa upam, da tudi, je dvig minimalne plače na 1000 evrov z obrazložitvijo, pazite, vse se draži, inflacija je, delavci ne morejo preživeti, še 1000 evrov je premalo, kaj pa upokojenci? Upokojenci pa mi pa lahko preživimo s 500-600 evrov nekatere leta. To je skrajno nepošteno do nas starejših, nas je 600 000 in res iskreno upam, da je toliko ljudi prišlo vendarle k sebi, da se bodo odločili za drugo pot, za druge stranke. Seveda, borimo se tudi mi, zato ker mislim, da smo edini, ki lahko spremenimo tudi miselnost o starejših, da spremenimo recimo, zakaj morajo starejši neskončno čakati na zdravnika. Včasih so rekli 1 leto, 2 leti, zdaj mi čakamo do smrti. Saj večina teh bolnih pobere, prej pridejo do zdravnika. A veste, to niso stvari, ki
ki so zanemarljive. To so stvari, ki jih je treba izboriti in jaz mislim, da smo mi prav pravi naslov za volitve, za zagovarjanje in za glas upokojencev v parlamentu. Je pa res, da pa to, kar doživljamo zadnje čase, pa tudi ni prav povsem normalno. Namreč ta popolna ignoranca večine medij, levih in desnih, ta pomeni samo eno, da imajo upokojenci vsi za nekaj odgovorne. Zelo mi je žal, da to povem, ampak glejte, zdaj so vsi zlata vredni. Upokojenci, k meni, jaz vam bom dal. Vsi so zlata vredni, no, ko pa pride čas po volitvah, pa nikjer nobenega več, da bi se na upokojence spomnil. Jaz sem zapisal, da smo upokojenci ene svojevrstne pojave, ki zelo radi hodimo po redu. Ne glede na to, da imamo vsi umetne koke, umetna kolena, ampak na led speljati se, ja, to nam je pa tak užitek, da recimo ena živalca gre enkrat samkat, mi pa kar naprej. Seveda, politika je, sami veste kaj, je čudo, ki manipulira, v Sloveniji žal delitve na dva pola obstajajo. Jaz sem hotel, želeli smo na shodih združiti. Koliko nam je to uspel, ne vem, ampak zdaj vidim, da pravzaprav mali ljudje ne vplivamo na rezultate volitev, ne vplivamo na vlade, majhne stranke, kdorkoli dvigne glavo, vsak odrežejo in ne boš govoril, ne boš to ti. In žal mi je, da moram to povedati, ampak glejte, upokojenci, če ne bomo mi skupaj držali, ja pa kaj mislite, res da vas bodo drugi crkljali? Ma ne bodo nikoli, tako kot do zdaj ne, tako vas tudi kasneje ne bodo. Razen, če mi sami sebi ne določimo izhodišča, predpozicije, da se jih sami določimo in da seveda vplivamo na to, da bo zakonodaja za nas sprejeta taka, kot jo mi želimo in zahtevamo. Vi se pravzaprav želite povezovati, to je pravzaprav bil skupni imenovalec vseh vaših nastopov, na vseh shodih ste to poudarjali. Zdaj, tistih, s katerimi bi se še kaj povezovali, je pravzaprav zelo malo. Ali pač ne? Ali je drugače? Je drugače, ja. Zmakali jih je. V glavnem, jaz bom kar odkrit, a ne. Zdaj vi veste, da smo ustanavljali stranko, že takrat smo imeli znotraj razne hijene pa razne podtaknjene in že na prvem ustanovnem kongresu so mi nekje potiho naredili neko skupino, ki bi glasovala v proti kandidatki. Jaz se imenoval ne bom, ker se mi zdi nesmiselno. No, ta kandidatka je imela to smolo, da vedno zamudi na vsako stvar in je zamudila tudi prihod na ta naš kongres, če ne tudi jaz predsednik stranke Glas upokojencev ne bi bil. No, seveda ta oseba je potem iskala druga izhodišča, mislim pa, da je v domeni z nekimi drugimi strankami. Jaz bi se še zgovarjal, smo apelirali, da se slišimo, vendar mene nihče ni poklical k sodelovanju, to kar povem, čeprav želja je bila in tu vsekakor strogo odbijem, da se Glas upokojencev ne želi povezati. Potem smo dali predlog tudi za skupno listo z največjo stranko opozicijsko. So rekli, vrata so odprta, vendar še zmeraj tako ostaja, nič ni. Želeli smo se povezovati z zelenimi, to so dali oni predlog, so drug dan rekli, da ne, so šli zdaj v levico, v levo stran, k Demovskem. Glejte, Jelinčič se ne želi povezati, ker je to pač mahar svojih računic. Smo pa odprti. Če kdo želi, da se povežemo z veseljem v dobro Slovenije, ne pristajamo pa na to, da zdaj pa zato, ker se nočejo povezati z vami, pa vi nekar ne hodite na volitve. Pozabite na to. Glejte, mi se 3,5 leta borimo za upokojence. 20 protestnih shodov, kdo jih je še naredil? Kdo je imel 470 000 ljudi, suma sumarum, na teh shodih? Kdo je tam povedal tisto, kar jim gre? Seveda gre zdaj to, Rupar je grob, on je zdaj tam tak negovor imel, pa gremo, pa imaš, pa pejte, pa pojdite. Glejte, jaz ne poznam protestov, kjer bi vsi klečali, pa po kolenih hodili, pa molili. Kolikor jaz vem, so protesti vedno hrupni, so vedno množični,
vedno zahtevajo glasno in jasno svoje pravice in to smo mi zastopali. Zdaj, da sem jaz zaradi tega slab. Ne, lejte, jaz sem pač povedal tisto, kar sem čutil, da množica želi slišati in sporočiti vladi in vsem drugim, sicer ne bi vsi na en glas to zahtevali, podpirali, ploskali. In jaz sem prepričan, da smo šli zelo dobro pot in zdaj to pot završiti. Veste, jaz preveč ljudi srečujem starejših, ki imajo mogoče upanje še v nekoga bolj kot pa v nas. Mi smo ljudem upanje, mi smo tem starejšim ljudem neka luč, ki želijo, da zasveti v polni moči, zato da bo njim dobro. Ljudje to razumejo. Mi hodimo po terenu, imamo zelo veliko podporo, res je pa, da smo povsod utišani, če nas v medijih ni, če nas na anketah ni, ja, potem ljudje pozabijo na vsakega drugega. Mediji pa itak vidite te velike, ne? Oni vrtijo tistih 5 strank v parlamentu, ker so pač po moje domenjeni med sabo, da leve in desna praktično po moje ne obstaja, je navidezna. In seveda, zdaj se pravi, tisti, ki glavo dvignemo, gremo glava preč, ampak to upanje, ki pa izžareva v teh ljudeh, nam pa daje moč, nam pa daje voljo in prav ta moč, ki jaz sledim, ali pa ta volja, ki ji sledim, dej potrud se, naredi nekaj, ljudje pa bodo sami izbirali. Če želijo, smo na razpolago, če ne želijo, verjemite mi, da jaz nesrečen za to ne bom. Bojim se pa, da bo preveč teh ljudi razočaranih in nesrečnih še naprej, tako kot so bili pa do zdaj. Mogoče še nekaj podrobnosti povezanih s tem 20. shodom, ki je pred durmi. Ja, ta shod je jubilejen, 20. je. Lejte, to narediti v 3 letih je, včasih pravijo, pa to ste fenomeni, ne? Zdaj to seveda tudi stane. Nikoli od nikogar, da bi kdaj dobivali kakšen denar, so ljudje dajali, ker so bili zmožni, ampak to je tako zelo malo, da včasih shoda nismo mogli pokriti, pa smo potem se nekako znašli z nekimi drugimi, bom rekel, bolj trgovskimi potezami. V glavnem smo pa speljali, dolžni nismo ničesar nikomur. Ta 20. shod bo pa sicer 14 dni, a pa 11 dni za prvim shodom, ki je bil 31. januarja, tako da praznujemo 3. obletnico. No in le nekaj dni po ustanovnem kongresu stranke Glas upokojencev, tako da bomo tudi to malo tam praznovali, malo si bomo stisnili roke v čestitke, v zahvalo vsem vam, ki nam sledite, ki nam pomagate. Ta shod bo zdaj na Gregorčičevi ulici, torej pred vlado. Moram povedati, da so nas omejili samo na pločnike, vendar pričakujemo ogromno ljudi, ogromno podpornikov tudi drugih strank. Meni so vsi dobrodošli, saj na koncev vsi delamo za to, da bo boljše. Je pa res, da nekateri bolj iskreno, nekateri manj. Še eno stvar vam moram povedati, da to, kar doživljam zdaj zadnje čase tudi iz, bom rekel, ne partnerskih, ampak tistih strank sem računal, da bomo najbolj sodelovali, ne zamerim, zato ker me pač prepričanje in vzgoja moje pokojne mame uči, da moramo odpuščati, da sicer se moramo zgovarjati, moramo biti tudi ostri, da če te vsekajo po enem licu, nastavi še drugega, no te se nam to zgodilo več, ker sem imel pa po tej strani več pasov po tej, ampak v glavnem želim samo z dobro voljo, nič nobenih zamer, jaz želim, da ostanemo prijatelji, v vsakem primeru moramo v slogi živeti, ker sicer nas bo pobralo. Lejte, kaj se bo zgodilo. Slovenije ne bo več. Zdaj tam imate vi midva so enkrat že govorila o tej srbski sceni. A ste vi videli, poglejte si nazaj, te napovedi, ki sva jih takrat, gospod Boža, midva tam v studiu posnela, kako je vse res, ne? Ja. Kako je vse res. Mene velikrat tudi tisti, ki se imajo za bolj pametni, Rupar, kako si to videl, kako si vedel za tistega tipa, ne vem, še sam ne vem odgovor, ampak včasih pač pridejo stvari, od drugod pa je treba to povedati, ampak jaz tudi napovedujem, še enkrat smelo, Glas upokojencev bo prišel v parlament.
Te slutne jaz imam, mi ne govorimo več o pogoniku, če bo pa bo, pa glejte, ankete nam lahko dajo 1%. Tiste druge ankete na desni celo 0,8%. Izvolite, gospodje, vi manipulirajte s temi procenti, kolikor hočete. Mi pa vemo, lejte, odziv zdaj, ko smo zbirali podpise. Mi smo s podpisi zaključili. V vseh volilnih enotah jih imamo presežno, se pravi več, kot je bilo potrebno. Druge stranke, ja, jaz ne vem, če imajo po 20-30 podpisov razen, če jih seveda druge večje stranke potiho ne organizirajo za to, da jih bodo potem izročili. To se pa zna zgoditi, to pa tudi napovedujem, ali pa se bodo pojavili 3 poslanci in neke druge stranke, ki bodo nekaterim dali podpore, ker so med sabo dogovorjeni tudi po finančnih in drugih plateh. Ampak, gledajte, nam je uspelo to narediti. Zdaj srečanje z ljudmi ni vedno prijetno, ne? Eni pač so prepričani, da je ena druga opcija bolj prava in te potem pošiljajo tam nekam, ker pa prav v redu, jaz tam nekam ne bom šel, jaz bom stal tu in ne glede, kaj se bo zgodilo na volitvah. Jaz sem prepričan, da bomo lahko vplivali na življenje starejših in mladih. Mi smo tu malo ekstremni, ali starejši, precej starejši, ali pa tisti, ki želijo si imeti svoj stanovanje. Jaz ne zastopam, da ga ne morejo kupiti, ker je v državni lasti, pobirajo mu pa najemnino, potem se pa en lukec nek najdu, ali pa tiste maljevc bo pa rekel, to je moje in zdaj boste vi njemu plačevali. Ne, mladi morajo postati lastniki teh stanovanj. No, mimo grede. V glavnem, ja, da bomo vplivali na zakonodajo, v to sem prepričan, če pa ne, slučajno ne, torej jaz mislim 1%, je pa možnost vseh, da ne dosežemo tega praga, bo pa Rupar nadaljeval kot nevladna organizacija za boj za te upokojence, za revne, za invalide. Rupar bo nadaljeval. Jaz tu čutim svoje poslanstvo po tisti agoniji z boleznijo. Zdi se mi, da je prav, da pomagamo ljudem in tu vam povem in zagotavljam, Rupar bo to nadaljeval. In seveda tudi te naše ekipe, te moji sodelavci, zvesti, čudoviti. Naj še povem, da imamo listo kandidatov končano, da imamo gor čudovita imena, od Jožice Svete, Zorana Cilanška, Toneta Šemrla, ne vem, neki še so filmskih igralcev, pa še Ruparja, ki je tudi glumac. Ne, nisem, kecam se. Ampak v glavnem, mi bomo šli z dobro voljo naprej. To je potrebno deliti in to je treba ljudem izročiti in jaz sem prepričan, da uspeh zagotovo bo. Polni optimizma, kar je najbolj prav, seveda, polni namigov, kako je treba sodelovati, kako je treba prijateljsko delovati. Pa bom rekla, naj vam tokratni shod uspe, naj vam uspe še kaj drugega, kar vse načrtujete. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam in vse dobro želim. Srečno.